Zdaj gremo pa na lokale oziroma na inšpektorate, ki zdaj v teh časih, ko bi odgovorni lokalov oziroma nosilci poslovnih subjektov radi delali. Jaz sem prebrala zakon o inšpekcijskem nadzoru. Inšpektor se mora v prvi vrsti držati ustave, potem pa veljavnega zakona in zakona o inšpekcijskem nadzoru. Če je lastnina privat in ker je lastnina po ustavi Republike Slovenije posebej varovana lastnina, se mora inšpektor najaviti vedno vnaprej. In brez povabila lastnika poslovnega subjekta ne sme vstopiti. Razen, če gre na sum za hudo kaznivo dejanje, malomarnost, zanemarjanje veljavne zakonodaje, ki govori o higienskih standardih, takrat pa lahko vstopi nenapovedano. V nasprotnem primeru se mora absolutno prej najaviti. In lastnik lokala ga ima pravico pospremiti čez vrata. Čeprav inšpektorji govorijo, da to ni res. Zakaj ni res? Ker ne poznajo veljavne zakonodaje, pravilnikov in mednarodnih aktov. Oni so dolžni upoštevati etične in moralne vrednote, etični kodeks, ki je napisan za javne uslužbence. In inšpektorji so javni uslužbenci s pooblastili. To pomeni, da morajo biti za to še bolj odgovorni in se ravnati v skladu z veljavno zakonodajo. Zavezanec lahko inšpektorju, ki nima odločbe pristojnega sodišča, odkloni vstop v stanovanjske in druge prostore. 20. člen vstop v prostore, objekte in k napravam zavezanca. Zakon o inšpekcijskem nadzoru. Ravno o tem govori tudi Ustava Republike Slovenije, ki govori v 36. členu o nedotakljivosti stanovanja. In sicer nihče ne sme brez odločbe sodišča proti volji stanovalca vstopiti v tuje stanovanje ali druge tuje prostore. Niti jih ne sme preiskovati. Drugi tuji prostori so last nosilca poslovnega subjekta in to morajo inšpektorji spoštovati. Zakaj jaz to vem? Ker se je inšpektor tudi znašel enkrat na našem dvorišču in je mogel iti. Brez, da smo mi bili kaznovani za to. Lastnina, še enkrat poudarjam, je posebej varovana kategorija. Kako bi pa izgledalo, če bi jaz prišla, ne vem, v njegovo stanovanje, brskala po njegovem hladilniku, preiskovala njegov sef, bila na njegovem WC-ju, spala v njegovi posli. Kako bi se vsak počutil? Noben se ne bi dobro počutil. Zato je treba v prvi vrsti spoštovati nedotakljivost tuje lastnine. Če pa že pride do preiskave, se pa sme ta opravljati samo v navzočnosti dveh prič, ki jih ima ali lastnik stanovanja ali nosilec poslovnega subjekta. Tako da pri teh zadevah bodite zelo pozorni. Do zdaj na to problematiko ni nobeden opozoril. Uradna pravna stroka molči, ker vejo zelo dobro. Mi smo se pa odločili, da ne bomo več molčali in bomo zadeve povedali na glas. Ne glede na to, kakšne bodo posledice in ne glede na to, kaj si kdo misli. Zavedati se moramo, če mi ljudstvo ne bomo stopili v bran eden drugmu in eden druga podprli, je z nami konec. Samo na nas je, kako bomo pri tem uspešni in kako si bomo pomagali. Ne se več slepiti, da bo država za nas nekaj naredila. Saj je naredila. Odvzema nam človekove pravice in svoboščine in sega po našem telesu. To je vse, kar so ta trenutek naredili. Nam zaprli lokale, nam onemogočali gibanje in to na podlagi 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, ki govori o državnih mejah, oni so pa nas kaznovali, ker smo prehajali občinske meje. A kdo še verjame vladi? Jaz nič več, ker vsako stvar preverim zelo dobro in natančno. In ne glede na to, a mi znamo brati zakone, a imamo pravno izobrazbo, to sploh ni pomembno. Ker vse imamo v rokah. Samo cona udobja je tista, ki nas omejuje, da izvršujemo svoje temeljne človekove pravice in nihče drug. Vsako izkrivljanje resnice in govoriti, da je nekdo drug kriv za to, ker imamo lokale zaprte,
ker ne moramo to, ker ne moramo uno, ker ne moramo tretje, je samo prelaganje odgovornosti na drugega. Mi se trudimo, da bi odprli gostinske lokale, pa si gostinci ne upajo, ker se bojijo inšpektorjev. Kdor bi rad podlago zakonsko za to, da se zaščiti, ko bo prišel inšpektor v lokal. Še enkrat poudarjam, inšpektor se more predhodno najaviti, če želi vstopiti v lokal, ker je to privat lastnina. Če odlok ni sprejet v skladu z veljavno zakonodajo, se inšpektor nima pravice in ne sme izgovarjati na ukrepe, ki jih je dala vlada, ker je odgovoren po 26. členu ustave in če ne spoštuje veljavne zakonodaje, je ravno tako odgovoren za nespoštovanje veljavne zakonodaje kot tisti, ki je ta odlok sprejel. Zato apeliram na vse gostince, na vse, ki imate lokale, odprite jih in delajte. Kdo vam bo pokril stroške? Kdo vam bo plačal račune? Država? Ja? Meni jih nič ne pokriva, ker ne maram, jaz sem sposobna sama delati. Imam tudi svoj SP in delam ves čas, ker za mene verjajo naravni zakon in matematična logika. In tudi na vas vseh je, da se tega zavedate in začnete delati. V Sloveniji je kar nekaj poslovnih subjektov in če bomo vsi začeli delati, bo mogla vlada kloniti in priznati svojo napako, ki jo je naredila v odloku. Mi smo v sodelovanju s Prasindikatom tudi poslali na vlado oziroma na odgovorne v vladi in v ministrstvih posebno listino, kjer smo jih pozvali, da nam predložijo dokaz o virusu. Tega do danes še nismo dobili. Sploh ne odgovorijo, ker se zavedajo svoje odgovornosti. Takoj, ko bi kdo napisal, da tega nima, veste, kaj to pomeni? Takojšen konec. Ampak glede na to, da molk pomeni priznanje, si lahko mislimo, da vse tole, kar delajo z nami, je popolna farsa in manipulacija in zavajanje v korist njih samih. Ker mi moramo vedeti, če hoče speljati agendo, ki je bila že leta 2011 objavljena na nasini strani, morajo najprej podkupiti lokalne samoupravne skupnosti. In to se je zgodilo. Zato so dobili dodatke, da so bili tiho, da so podkupili ravnatelje in vse ostale, da izvajajo represijo nad nami. Kaj zdaj? Bomo spoštovali tretji člen ustave ali ne bomo? In bomo rekli dovolj, zdaj pa res dovolj. In vzeli svojo pravico v svoje roke. Ampak dejstvo je, da veljavne zakonodaje ne morejo zatajiti. Razen, če priznajo, da je vse laž in farsa in da smo za njih samo mrtvi na papirju, osebe, ki brez našega podpisa nimajo nobene moči. Zato pa tako pritiskajo na nas, podpišite to, podpišite ono, podpišite tretjo, ker brez našega podpisa je to mrtvo, nično in brez veze.